Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 108. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Leo Marold Sonnenschein, ki trenutno dela v New Yorku, sicer je pa programerka, ki je študirala v Ameriki, tako da sem se malo o tem pogovarjala, kaj zdaj dela, potem pa o celem položaju žensk v tehnologiji in podobnem. Tako da to pride, naprej začnemo, pa ful hvala vsem, ki ste prišli na podrobnosti live. Bolano veliko ljudi je bilo, pač trikrat toliko lani, pa je da okoli 400, vem, da eni pač niste mogli not prijeti, tako da full sorry, bomo naslednje leto probali nekako rešiti. Drugač pa iber, hvala. Predvsem pa hvala unim, ki ste kupili to šalico, na kateri je pač nek lik, ki ni nikomur podoben. To še vedno lahko naredite, tako pač podprete celo mrežo Apparatus. To lahko naredite pa valjda tudi tako, če greste na apparatus.si/podpri na prvi strani oziroma na /salca, je pa tu so pa tudi vse informacije od šalce. Kle moram tudi omeniti trgovina IKA, kjer se prodaja, in pa Polono, ker brez Ive iz trgovine IKA in Polone iz Polone, pač te šalce res ne je bilo, ker sta donirali svoj čas, znanje in pa predvsem živce, ki sta mene prenašale. Tako da hvala njima, pejte pogledat, hvala za podporo. To je to, evo, zdaj pa Lea. Enač pa pol to veš, ne? Prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? A to kar govorim zdaj? Ja, tako da ve. Okay. Sem Lea Marold Sonnenschein in trenutno sem začela svojo prvo službo v New Yorku in sem razvijalka iOS aplikacij, torej mobilnih aplikacij za iPhone. Okay, zdaj pa naprej nam prijeva do vsega developmenta in to, ne? Po kakšnem spletu na ključi in planu si zdaj v New Yorku in kje si študirala? Ja, torej, jaz sem drugače originalno iz Mozirja, Savinjski. To Savinjska for life, ok, sorry. Ja, ne, se strinjam. Pač sem gimnazijo sem dokončala v Celju, na Kajuhovi gimnaziji, in pa nekako nisem točno vedela, kaj bi rada delala sama s sabo. In v Berlinu sem spoznala ene par Američanov, ko sem jih začela razlagati, kako je pač njihov študij fajn, se jim zdi proti temu, kar imamo tukaj, ker se može tako usmeriti v neko določeno smer pri nas in pa to si, in je tak zelo binarni sistem. Ok, da študiram računalništvo in to je pač to, kar delam in to je to. V Ameriki je pa tako, ko sem pač brala in poslušala, da lahko ti ob tem, ko pač imaš eno določeno smer, pač glavni predmet, oziroma smer študija, imaš zraven še dosti drugih, ki jih lahko malo sprobaš, pa da se še malo, ne vem, holistično izobražuješ. In to se meni ful dopadlo in sem si pa nekako piknila v glavo, da bi rada šla študirati v Ameriko. In sem se pisala nek na FDV, se ne vem niti kaj več, po gimnaziji, komunikologija, neki. In pač sem se v bistvu tisto leto si vzela čas, da sem se pripravila na ta študij v Ameriki, kar traja kar en čas. Kaj to pomeni pripravila? Ja, pač, da sploh priješ gor, rabiš imeti polno nekih priporočil, pa moraš napisati razne eseje. Različne šole imajo različne eseje, ki jih moraš napisati. En je tak skupen, pa si lahko se izmišlja, da bi radi imeli še esej na to temo, esej na to vprašanje in tako naprej. Pa moraš tudi nekaj teste narediti. SAT se jim reče. To so njihovi eksterci v bistvu, a niso? V bistvu. Ja, nekako tako, ja. Skorno, pač, ja. Angleščina pa matematika, imaš pač tako writing comprehension, reading comprehension, pa pač math. In to je malo zoprno delati pri nas v Sloveniji, ker so roki glih ne 2krat na leto mogoče. Tako da zaradi tega se malo zadeva upočasnila. Kar se je pa tudi izkazalo, da je pač bilo kar v redu, ker sem, ko sem pač v Ljubljani bila, na študiju komunikologije, sem po enem takem srečnem naključju pristala na enem predavanju o ameriških fakultetah in tam je bil dekan zamenjala študente za Grinnell College in sva se ful ujela, pa začela izmenjevati e-maile. On je hotel nekoga iz Slovenije, ker še niso nikoli imeli na Grinnellu. Kot turisti.
Okay, ne, se kul, sad tako ful, ok, lepa. Jaz sem ti pa pač tudi mislila, ne, mislim, sem ga že imela jaz sem si eno tako ogromno knjigo sposodila od Ad Future o šolah v Ameriki in teh je 3000 plus, ne, jaz sem že vso to knjigo šla in si na internetu vse pregledala, pač kaj se meni dopade, kaj se meni ne, kaj si drugi mislijo in tako naprej in sem pa to zožala na enih 20 šol in med tem je bil pač tudi Grinnell. In ko sem tega spoznala, sem bila ful navdušena. In oni bi navdušeni nad mano, tudi so mi ponudili pač finančno pomoč. Najbolj zaradi tega, ker sem bila Slovenka takrat, pa njemu se je ful dobro, da sem igrala klavir. Aha, ok. Ampak kje pa je ta šola točno pač? Ta šola je v Iowa, in the middle of nowhere. Oh, wow, Iowa. To je Iowa, ampak da si lahko predstavljaš ti Iowa, ko je že tako in the middle of nowhere Amerika, pa imaš pa še Grinnell, ki je pa in the middle of nowhere Iowa. Ok. Kar je tak double whammy. Recimo, mi nismo imeli niti ene trgovine z oblekami. Mi smo dve kao second hand shop za obleke in za čevlje, ampak da si se do prvega Walmarta pripeljala, je bilo pol ure z avtom. What? Ja, sem prišla iz Mozirja v Savinjski na še malo skoraj bolj odročen kraj, kjer je v bistvu edin life, ki je pač life je edin za mesto bil edin od koledža v bistvu. Tako da... Oh, wow, ker sem ti glih hotel reči, ja, da v Mozirju imaš saj un tuš tam, če ga še celo. Hofer. A ja, zdaj Hofer, reš, to ne vem, ne. Ja, ja. Ja, ne, tule je bilo pa res. Ena taka mala trgovinca je bila za hrano, tak, da si lahko pešel, drugič pa ne pa restauracij lokalnih, drugič pa nič kaj. Nič kaj razen šole, ki je bila zelo, zelo, zelo v redu. In imajo tudi... Pač oni se zelo trudijo, da bi pridobili čim več mednarodnih študentov na svojo šolo, da bi pač lahko nekako bolj zanimivo predstavili to šolo, kot imamo pa zdaj 60, pač predstavljamo 60 držav na naši šoli, pridite sem, boste spoznali raznolike ljudi in se toliko naučili in tako naprej, ker nimajo kaj več drugega, s čemer bi ljudi dejansko privabili. Žal. Ja, ok, ne, pa se to nekako make sense, ne? Ampak, ok, ja. pa dej naprej grejo tako na šolo, ker ti smo še nekaj zanima, ne? Ampak kako je bil pa pol prevajanje na live tam? Prevajanje na live? Pa tak, kako naj rečem, ta naša šola ni bila tako, recimo so prikazane ameriški koledži na televiziji, moram reči. Šokantno, ja, ok. Ker ponavadi na televiziji vidiš ti tele, pač universities, pač velike šole, kjer je 15,000 ljudi in tak naprej, ne? Ja. In imajo te brotherhood, sisterhood ali karkoli. Na naši šoli je bila ena izmed liberal arts collegeov, kar sploh ni pač univerza. Mislim, ne moreš pa, lahko tam dobiš undergraduate degree, ne moreš, torej pač dodiplomski, ne moreš iti na podiplomski naprej. Šola je bila ful mehna, 1600 študentov. Tako da je bilo v bistvu kot taka malo večja moja gimnazija v bistvu. Ne pa tako tiste ogromne šole. Pa tudi naša šola je bila zelo, zelo liberalna, torej pač nobenih teh, ko imajo te pač sestrščine in bratovščine in take fore. Smo bili vsi nekako enaki, tudi ni bilo neki ful za šport navdušila, mi smo bili najslabši v fuzbalu, pač daleč naokoli. Edino, kar smo bili dobri, je bilo v plavanju. Pa tudi nobenega ni sploh zanimalo neki šport, tako da smo bili zelo drugačna ameriška šola, ko pa si recimo človek pri nas lahko predstavlja. Kako sem se recimo tudi jaz predstavljala, predtem sem prišla na Grinnell. Ja, Iowa ima kar ne par teh velikih šol, ne, sploh ta ameriški fuzbal, ki so močne, ne, če jaz provem tako. Ja, vse ima to Iowa State University, pa the University of Iowa, te take velike šole, što čisto zelo podobne temu, kar dejansko se vidi na televiziji. Sam pač ta moja kot liberal arts college pa ni bila. Ok, no daj pa študij, kaj si pol, veš, kaj si rekla prej, da je prvo ta holistični pristop, ne, ampak ok, kaj si pol zbrala, pa kaj si dejansko študirala? Ja, no, jaz sem že, ko sem bila doma, nekako mislila, da me je zelo zanimalo pač računalništvo, ampak ker nisem imela nikoli neka prilika probati v gimnaziji, pa tako mislim za sebe, sem lahko malo, ni mi bilo čisto najbolj jasno, kako bo to izgledalo, tako da sem se pač odločila, ko sem prišla na ta Grinnell, tukaj zdaj hočejo, da imaš ti pač v social sciences, pa v humanities, pa v sciences. Ful težko mi je
prevesti to humanities pa social sciences, ker mislim, da je to prineslo boje družboslovje. Tako da Ja. ne vem točno. Pač imajo tukaj 3 kao veje in da si mogel ti obvezen, da si pač sploh diplomiral, si mogel predmete iz vseh 3 imati, vsaj en predmet iz vsake. Ja, ok, pa te tudi oni tako vsaj mal prisilijo, da... Malo te pušnejo, ja. Aha, ok, V glavnem, pač se lepo došla, bom probala računalništvo, pa da vidim, kako bo to izgledalo. Itak se odločiš, kaj bo tvoj major, ne, kaj glavni predmet, šele v 2. letniku ponavadi, tako da v 1. letniku malo probavaš, ampak jaz sem se pa že kar zgodaj odločila za računalništvo, ker se mi je ful dopadlo. Ampak ti recimo v Sloveniji nisi nič prej programirala pa to? Ne, nisem. Razen tega sem nekaj pač letne strani malo postavljala. Dobar, to tudi jaz delam, to nima veze. To sem ugotovila, pa ko sem se pogovarjala s profesorjem, da to ni pravo programiranje. Ja, tako da. To se s tem strinjam. Tudi zdaj, potem, ko sem diplomirala, grem nazaj v svoje mišljenje takrat in ja, to ni bilo programiranje, tako da. Kaj češ? Ja, in kaj je bilo pa na računalništvu, kako si pa prišla pač do tega, da mislim, da dejansko zdaj bom pa programirala v lifeu? Pa tako je bilo, ne vem, kar nekako se je pelalo. Prvi predmet je bil ful všeč, ker je bilo, delali smo v bistvu take mehne skripte oziroma programčke, ki rezultat teh naših skript je bil pač, da se je pojavila slika, ki si jo naredil z programom. Torej, z Gimpom smo delali, če slučajno poznaš pač en tak free verzija Photoshopa, ne. Ja, Gimp je od Linuxa verzija, tako. Ja, tako. In meni se je to ful dopadlo, pač kako lahko, res, ne vem, ti nekaj napišeš tudi z enimi besedami, pa kar naenkrat postane pač neka slika ven in lahko to ful fajn manipuliraš in pa smo za zadnjo nalogo mogli narediti en tak program, ki mu daš pač 3 številke in glede te 3 številke mora ven vršiti 1000 različnih slik. Imidžev ali kako. In to se je meni tako ful noro zelo, ko je to, wow, kaj je to noro. Mislim, jaz lahko tudi nekaj napišem, pa naredim nekaj ful, no, mislim, čist neko novo zadevo naredim s tem, da pač tule besede nekako skupaj. En tak puzzle se je meni to zdelo in se mi je pač zelo, zelo dopadla cela zadeva. In naslednji predmet po temu je bilo nekaj z roboti v C, kar se mi je tudi ful dopadlo, ker smo s tistimi robotki se malo igrali, tam pa so nekaj, malo so plesali, pa neke pesnice tam špilali, ampak me je bilo to pač tisto mind blown, veš, tak. Ja, valjda. Wow, kaj lahko jaz naredim s tem, da tule sam nekaj napišem. In pa ne vem, pa sem se pa nekako v to skupnost sošolcev pa profesorjev upletla, pa še mi smo kot študenti na Grenelu, mednarodni, smo dobili host parente kao. Ampak to ni bilo tako, da si da ti priživel, ampak sam nekako so ti pomagali, kaj? Podporo, da pač se nekako privališ na življenje v Ameriki. Ni bilo tako, da bi bili recimo oni tvoji prevozniki ali pa ne vem. Tako, ampak sem tako, da imaš nekoga, s katerim se pač lahko pogovarjaš, ne vem, če si kaj v stiski ali pa kaj. Pa, tako da se nekako bolj počutiš, da se lahko neko povežeš, se res ne moreš z nikome drugim. Recimo. In jaz sem dobila neko host mother v 1. letniku, ki je bila uslužbenka šole, so jo pa v 2. letniku odpustili in se je preselila. In sem pa potem spet v naključju pristala kot za host family, katere pač oče v tej družini je bil dejansko eden od mojih profesorjev. In pomislim, da je to mogoče tudi to malo me upeljalo bolj v te programerske vode. Okay. Tako da ne vem, noro sem mislila, da lahko res v bistvu, če se naučiš programirati, lahko delaš pa v toliko različnih drugih poljih, a ne, mislim, v bistvu lahko to znanje apliciraš na vse drugo. Lahko z glasbo, z televizijo, z umetnostjo, z zdravstvom, ne vem, pač posod. Okay, ampak v katerih letih si pa dejansko študirala? Tako da mislim, da si že programirala. Da sem že programirala, ja, to je tudi taka malhecna mogoče storija. Jaz sem kak malo tako gotovila, da so tukaj v Ameriki, na moji šoli predvsem vsi ful ambiciozni in da če ne delaš ob študiju, pa če nimaš pripravništev
pač poleti in tako naprej, da ne boš nikamor prišel, ne boš dobil službe in boš pač mogel se nazaj staršem preseliti in da to ni v redu. In takrat sem jaz malo začela razmišljati, da pri nas na našem programu nas bolj zelo akademsko učijo in ne apliciramo zelo veliko zadev. In sem začela z enim kolegom, sva se odločila, deva narediti mi eno mobilno aplikacijo za pač našo menzo, recimo, pač bil meni za menzo ta aplikacija in ta projekt sva mi da predlagala naši eni tehnološki svetovalki ali vodji IT-a in je rekla ona full fine, mi vam lahko komot plačamo tudi to, da vi da to naredita. In je tako super, mi da bo plačali, da se bo učila, noro. In potem sem pač šla čez mnogo frustracij ob tem, jaz tega ne znam, jaz tega ne zmorem, jaz to ne vem kaj, ampak bo prišel en tak plato, kot je že vse bolj jasno in sem se tako si mislila, tole sem res tak projekt naredila, ljudje ga dejansko uporabljajo in sem se zelo ful noro, da pač jaz sem nekako naredila nekaj, kar je pomagalo enim, pač ne neki ogromni količini ljudi, ker na šoli sem z tega skupaj glihanih 2000 za profesori, ampak nekaj je pa le bilo, ne? In pa tako vidiš ljudi, kako uporabljajo tvojo zadevo tako kjerkoli, ne? In ne vem, meni je bilo to ful dobro in sem te pač odločila, da pa probajmo narediti tak klub oziroma neko skupino, kjer bi več tega delali za več ljudi. Ker naenkrat so pa ljudje prihajali k meni, pa k temu mojemu kolegu, ki je bil oziroma je še vedno iz Gane. Okay. Iz Gane, pač on izhaja iz države Gana v Afriki. To štekam. Te so se pa ful potrudili, kar se tiče international šole pa rekrutmenta, tako. Ker je ful dober kombo Slovenija pa Gana, to se mi zdi fenomenalno. Ja, to noro. In pač mi smo pa začela z neko skupino, ljudje so bili ful navdušeni in jaz vedno, ko je kdo nekaj pač rekel, da imajo idejo za projekt ali pa idejo za to, meni se je zelo ful noro, da lahko jaz kaj tega uresničim in pač sem se začela ful učiti, ne samo programirati, tudi dizajn, pač ne vem, tako mi je postalo to tako eno veselje, pač da lahko dejansko neki izdelek naredim in pokažem, ki bo pol uporabljen. Tako da to me je tako primilo in sem pač mislim, da bi nekako rekla, da pač res programiram že, ne vem, leto pa pol, 2 leti tisti orang. Ja, da je tako real. No se, ampak to, kar si rekla, da se pol še dizajna, ne, zraven. A to si tudi, mislim, ste imeli to tudi tam kaj, ali si to mogla, ker si videla, da je treba pač tudi to znati, sploh kar se mobile Apple tiče. In res tako vprašam, se mi zdi, ker ljudje to doskrat naločijo, ne, ta del, kako stvari izgledajo, pa kako škrati noter delujejo. Ne. To je zelo res. Jaz sem že, takoj ko sem prišla v to šolo, sem imela namen v bistvu študirati nekaj, kar bo pač kao moj poklic po šoli, ob tem pa še glasbo ali pa umetnost nekaj takega, ker pač jaz sem že od 5 let igrala klavir, pa pač ko sem bila mlajša, sem mislila, bom pianistka in tako naprej in pač meni je zelo blizu recimo umetnost in glasba in vse to. Tako da jaz sem se, poleg tega računalništva, sem se tudi zelo dosti enih predmetov vzela v umetnosti, ker se mi je ful dopadlo grafična umetnost, kar se je pa fajn primilo skupaj z temi mobilnimi aplikacijami. Ja, to je kar bolana kombinacija. Ja, okay. Ja. Pa tudi tole, print screen je bil ful dober, pa skladateljstvo, tega ne vem. Mislim, da me ful vleče te ustvarjalne zadeve, mislim, pač making things, meni se to ful upade in pač to je taka v redu kombinacija za to, kar delam trenutno. Okay, koliko ste pa pol počeli tega, ker ste rekla, da ste uno skupino naredili? Jaz sem videl pač na tvojemu sajtu, tam ste kar ene par stvari za faks naredili, ne? Ja, smo, mislim, da zdaj 5-6 projektov, da je gor na App Store pa na Google Play. Eden je celo za Windows Phone narediti. To je naš tam prvi. Pa smo se odločili, en človek na kampusu uporablja tale Windows Phone, tako da mogoče bomo naše resurse malo drugače predstavili. Se je hitro izkazalo, da se ne splača. Ne? Ja, sploh ko
v tretjem letniku, ko sem bila, ker smo mi pač kot skupina smo dosti časa porabili za to skupino izdelovanja teh aplikacij, ne, in je to malo težko, ker ljudje, ki so na finančni pomoči, morajo delati na kampusu, da pač tudi malo splačujejo. Tako ne vem, mislim, da 10 ur vsaj na teden moraš delati, če si na finančni pomoči. Ok, ja, da se pokriješ, kao, ne. Da malo pač tudi pripomoreš temu. In jaz sem sicer imela službo kot tehnološki svetovalec, pa kot pač teacher assistant, ampak ko smo to skupino, sem mislila, zakaj ne bi mogli mi tega nekako narediti, da bi lahko bili preko tega plačani, ker ljudje so navdušeni in zakaj mogoče bi pa šlo, da bi pač se lahko mi sami sebe v bistvu plačali, a ne? Ja, valjda. In smo se prijavili za takrat, mislim, da gledaš ta predsednik šole neko razpis imel in smo se prijavili za President's Innovation Award in smo dobili 150,000 za naslednja 3 leta, kar je bilo zelo fajn in smo takrat pa mogli postati malo tako bolj legitimna skupina z pravili pa z neko hierarhijo in strukturo, kar je bilo ful zanimivo, tako da nam je uspelo pridobiti denar, da smo lahko sami sebe plačevali in pač imeli tako mini podjetje pa naslednjo leto, ko sem še bila pač v zadnjem letniku in trenutno se še to vedno naprej pelje, ker imajo še, pač bojo fundirani še za leto pa pol. Valjda, lepa, ok. Ja, in zdaj gledam na Slacku, kako se ti tam mali, kako se menijo, kdaj bo imel sestanke, pa kaj, pa kdo, pa zelo zanimivo, no, gledati, da nekaj, kar si pač ustvaril, da pa tako raste. Ja, iz Slacka pa še nisi šla, kaj? Ne še, ker smo se tako odločili, da pač isti, ko bomo diplomirali, da bomo kao ostali v stiki oziroma na Slacku kot advisorji, če bo imel tam ali kakšne probleme. In kaj pol, ko si diplomiral, kaj si pol ta dodiplom, kaj si zdaj? Jaz imam Bachelor of Arts in Computer Science. To je blano, to je kar nekaj. To je taka kombinacija, da je noro. Ja. Ja, to po mojem mislim, da je neko isto kot diploma računalništva, čeprav ne vem, če bi mi v Sloveniji čist priznali to, ker sem že čula, da so pač drugi, ko so v Ameriki študijali, so prišli nazaj domov in so imeli take probleme s tem, da so jim priznali diplomo, da kdo ve, kaj bi. Ja, valjda, ja. Ampak tako, res je hud. Mislim, tako, če pa hočeš mobilne aplikacije delati, ne, jaz ne vem, kaj je boljš, kjer je kombinacija. Pač 2 smeri je boljša, ampak ja, fair enough. Ja, tako da fajn je bilo. In zdaj imam tudi pač službo. No, ok, kaj pa to zdaj delaš v New Yorku? Kaj pa to? Ja, v New Yorku pa delam za eno podjetje, ki se reče Rent the Runway. In pač sem na ekipi, ki razvija njihovo aplikacijo za iPhone. Ker v Ameriki je dosti bolj prevalenten so pač iPhone-i, medtem ko vem, da pri nas po Evropi nasplošno so Androidi top. Tukaj je pa glih obratno, tako da to se pač meni splača. Ja, valjda, zato ker tam so iPhone tako subvencionirali, navidezno subvencionirali. Da so, ja. V teh telefonskih družbah tukaj v Ameriki imam tudi taka čustva, da bolj ne more imeti. Čakaj, to me pa zanima, kaj to pomeni? Pa, mislim, vsak to računajo denarja, mislim, ne moreš dobiti niti podrazno dobrega servisa od nobenega podjetja, nikjer, kjer si. Vsak ima nek hakel, da je nekje narobe. Ali je internet narobe, ali ti klica dol meče, ali ti pač SMS-i ne grejo skozi. Pač vse je tako, nekaj bo narobe, kjerkoli boš v Ameriki. Tako da to imajo tak monopol, tile Verizon pa Sprint, pa ne vem kaj. Pa še to ti zračuna, da je slabo postane pred tem, kar doma, recimo, meni se strič plačuje 10 evrov na mesec za unlimited vse, jaz pa plačujem 45 za tako bolj borno sporazumevanje. Ja, to sem tudi jaz slišal, da pač data plani niso ful prijazni. Ja, jaz sem tudi pripajde gledal, ki sem bil lani glih v New Yorku, in ni neke normalne opcije dejansko tako. Ne. Da bi lahko. Pa še to je butasto, ker tukaj nimajo GSM. Tukaj imajo kaj je CDMA. Ja, Verizon, AT&T pa je GSM, ne?
Mislim, da je sam T-Mobile GSM. A ja? A jaz sem veš, iPhone na začetku, ki je bil na AT&T-u, ne? To se spomnim, da potem je bil kao GSM verzija, ki je bila SIM kartica, ne? Pa so pa takrat, ko so šli na Verizon, je bil prav ekstra telefon v bistvu narejen, ne? Ki je bil CDMA, ne? Čeprav to tole, nisem zihar več. Jaz tudi ne morem reči, da sem zihar, ampak ne vem, ko sem nazadnje gledala, pač se mi zdi, jaz sem si mogla telefon kupiti prek Apple, da je bil pa GSM. Ja, se je unlock, no, sem to je bil od AT&T-ja, no, se to je to, mislim, da AT&T je GSM. No, pa tako. Jaz sem si v glavnem kupila iPhone prek Apple, ker sem mogla imeti neko napravo, ki bo delala in v Ameriki in doma, ne, ker pač sem domov hodila za vsaj mesec med študijem, da sem pač lahko tam komunicirala z ljudmi tudi. Aha, ok. Ja. Ok, in pol, kaj pa ta firma dela, ki ti delaš za njih? Kaj počnejo? Ja, oni zdaj obstajajo že 5 let in to so dve punce začele iz Harvarda, ki sta začela sposojati svoje obleke prijateljcem. Pač te dražje obleke za dosti manj denarja, kot obleka dejansko stane. In zdaj sta v bistvu iz tega naredili biznis. Tako da ta Rent the Runway ima, mislim, da čez $1 biljon vloženih v dizajnerske obleke in dodatke in nakit in tako naprej. In ti imaš mesečno naročnino in lahko si te obleke sposojaš za, mislim, da je $5 insurance. Če pa nimaš naročnine, je pa za zelo po znižanju ceni si lahko sposojaš te obleke. Mislim, da, ne vem, take $500 obleke stanejo $35, $7,000 stanejo pač 100. In kao point tega je pa tudi, da kot ženske ne moreš ti iti na neko zabavo v isti obleki, ko si bila pa že na prejšnji zabavi, ker to je pač social suicide, ne? Ja, zelo New York, zelo New York. Ja, zelo New York. In pač da imaš ti skozi v omari neke nove zadeve, ni pa ti treba omare tlačiti, da pač te zadeve se pa menjajo, ne? Da pač nimaš pa prenafilane omare, da ne sprašniš denarnice, si pač prek Rent the Runway zadevo nabaviš. In da sem dela, glih ta vikend sem sprobala to njihov sistem, ker kot uslužbenka jaz to vse za ston. A ja, wow, ok, ti pa vse si lahko, wow, oh god. Jaz sem to vse za ston in kar je idealno. Jaz že lahko v bistvu vsak dan sem naročila nekaj, pa pač v službo prišla, ne vem, oblečena kot klošar, pa tam dobim tiste obleke, pa se preoblečem, pa zgledam, ko ne vem, da grem na rdečo pisto. Ful ti je težko v lifeu, to je ena stvar. Ja. Ampak ker si pa ti, pač, ker je app, ne, sklepam, da ti pač to naročiš, pa ti prinesejo dam, ali kako je narejen, pač za stranke, ne zate. Ne? Ja, za stranke je tako, da lahko prek spletne strani ali pa prek appa pač naročajo in jim pošljajo to na dom. Poleg tega ima pa tudi tako, da lahko ti daš kao backup dress, tako da v bistvu ti lahko vedno dobiš 2 obleke, če ena slučajno ni prav. In pa tudi recimo, da če kaj ni, da ti ni prav, da je preveliko, premajhna, ker narobe, ima tudi tak ful pospešen servis, da ti takoj novo obleko da, če mi javiš, da je narobe, ker se ful trudijo, kao njihov moto je, da bi mogla vsaka ženska imeti tak Cinderella experience. Tako da se pač zelo poslužijo za svoje stranke, res. Da tudi recimo, če bi jaz kaj naročila kot uslužbenka, pa da bi slučajno stranka hotela to, pa bi stranka bila na prvem mestu. Ja, to je ta že spet ameriška. Ja. Ja, valjda. Koliko si rekla, da vas je kle v ekipi v bistvu, kaj delate? No, ja, na tem naši mobilni ekipi smo v bistvu 4 samo. Aha, ok. Drugič pa uslužbencev, v celem podjetju jih je 300 in na tisti web ekipi je tudi malo morje. Ampak za mobilno aplikacijo smo pa tam 4. A ja, wow, to si pa ne bi mislil. Tako, sploh če je 300 ljudi, ker pol to ni več majhna zadeva, ne? Ja. Delaš pa ti samo iOS, ne? Nič drugega. Jaz delam samo iOS, ja. Sem sicer poskušala Android, čez raziskavo sem imela enkrat poleti z profesorjem, kjer smo pač skušali oplemenititi enega iz naših predmetov z Android development, ampak sem se niti podrado nisem navdušila na temo, kako deluje pač tisti IDE, pa ja, ni me nikoli po temu več zamikala, da bi za Android kaj delala.
ker smo imeli toliko težav, če si isto poletje za inštalacijo, pa s tem, da si sploh si naredil to okolje, programersko developing pač okolje, da si zrihtal, da si lahko sploh kaj napisal. Mislim, da 2 tedna, da je to trajalo. In potem že vse mine, pa še to vidiš, kako morate layoute postavljati za Android, ki je čist neintuitivno in groza, da sem pa tistem poletju rekla, adapta nikoli več na Android. Tako da sem kar na iOS-u ostala, pa mislim, da bom še naprej. Ja, no, sej nad slabega, čeprav za Ameriko, tako da. Okay, pozba, kako se je pa pol ta WWDC zgodil, ne? A to je bilo zdaj, je bilo to še med faksom, ali že konc faksa, ali kako je bilo s tem? Pa prvo mora povedati, da WWDC je ta velika konferenca od Apple, kjer oni navabijo svoje developerje, ne? Ampak ti si bila pa kaj povabljena strani Apple, ali kako je to potekalo? Ja, tako je bilo. Meni je v bistvu, jaz sem bila že lani na WWDC-ju, ker sem tudi lani dobila štipendijo. In pač moj host father, ne vem, kaj naj temu rečem v slovenščini, ampak tako. Ja, se šteka približno, ja. Ker ni glih kružni oče, to je bilo weird, ja. Ampak ja. Ja, točno. V glavnem, on mi je poslal, kot tudi moj profesor, kot tule obstaja neka štipendija, narediš en app o sebi za študenta, ne, in pa zberejo 200 ljudi, da dobijo zastonj stopnico za to konferenco. In pa sem jaz tako si mislila, dober, ok, lahko probam, ne. In sem odlašala in po zadnji momenti so aplikacije in dala ven in lani mi je uspelo not prijeti in pač full fajn. Pač noro je bilo lani sploh tokanih novic. Oni ti dajo pač vstopnico, da priješ tja na to konferenco. Aha, in pa lahko tudi na predavanja hodiš, pač na vsa, ne? Ja, na vsa predavanja, pa še neko posebno student lounge imaš, pa še možno, da spoznaš vse te njihove executives, pač onga Federigija, pa Tim Cooka smo nekaj videli, pa lani je bil tudi, letos ga nisem videla, ampak Johnny Ivy. Je bil tudi skozi nekaj okoli in pa še zravno nekih, ne vem, milijavžen z teh news reporterjev, ko so vsi najbolj nadušeni nad temi student developerji. Tako da je tako res tako malo vse overwhelming. Veš, kako sem jaz zate zvedel drugače? To sem ti rekel zanč, ne? Sem bil na bitnih, ne? Ja. Je ta Casey Liss, ne? Ki sem ga tudi že imel v aparatusu, on je pač en del trojice, ene po mojem najbolj poslušanih takih Apple techy podcastov ever, ne? In mi je tweetno model. Lej, ko si bila na nekem promo videu od Apple, si bila in je pisal Slovenija. In on pač ve, da sem jaz izkle, ker so dejansko ful na vezi, ne? In tako rekel, lej, ena Slovenija. Okej, pač ne vem. Ja, takrat nisem vedel, čist kaj s to informacijo narediti, ker nisem vedel, kaj hoče povedati. Ja, tako sem jaz v bistvu zvedel, da si sploh bila tam, ne? Postate pa itak fantje iz bitnih imela. To je bilo noro, mislim, mene so, to v bistvu ni bil Apple, ampak je bil od Apple PR, je bil z BuzzFeedom povezan in pa so v bistvu z BuzzFeeda so 5 punc nas povabili, če smo odpravljali za to, da nas malo snemajo med to konferenco, kakšne so občutki in tak naprej in pač ta BuzzFeed video ven pride, so zdaj, ko je tako popularno, če si ženska programerka, to je zdaj pač wow, ne? Ja, valjda, ja. Da se spodbuja čim več punc v tehnologijo, računalništvo, pač v te znanstvene smeri študija bolj, je pač ta video postal tukaj viralen. Mislim, da če daš v Google Code Like a Girl, BuzzFeed. Ja, to sem videl. Ja, to, kar pride ven, ne? Ja, in po temu sem jaz videla tudi neko eksplozijo tam na Twitterju. Pa še eno sliko je ta Tim Cook tweetnul, ali pa pač kdorkoli upravlja z njegovim računom, kjer sem jaz gor. Pač jaz ga gledam, on gleda mene in to sliko je pač slučajno sem tweetnul in vsi meni na Facebooku, Leja, kaj sem videl, Leja, kaj se je naredilo. Pa na Twitterju kar naenkrat, Leja, here's my friend. Leia, here's my friend, Leia. Oh my God, what is my friend doing here? Mislim, vse je pač tako rahlo eksplodiralo takrat in sploh nisem mogla folgati, kaj se dogaja. Ampak zelo razborljivo. No ja, sam šefe to, kaj je najbogatejše firme na svetu, a veš, to ni...
Mislim, Da bova. ja, kaj drugega se ne more zgoditi več ali manj. Ne. Ja, veš, jaz mislim, da to v bistvu dosti ležit reakcija, vse skupne. Ja, ko je Tim Cook prišel, tam smo bili kot vsi zbrani ti študenti in ko on prišel, meni se je tako smilil, ker so ga vsi oni tam mali, mislim, ponani takih 16-letnikov, pa neki fanti, ko so ful največji fanboji, ne, so ga začeli oblegati, da se tip sploh ni mogel premakniti niti enega centimetra tam, ker so vsi hoteli se ga dotakniti, pa ne vem kaj, pa se je meni zdelo tako prav malo čudno, kot da bi nekam živalskem vrtu rahlo bili. In pol zdaj sem se prav trudila, da ne bi zdaj neki tam bogega reveža še bolj napadala, tako da se mi je zelo fajn zdel, da je bila na BuzzFeed ekipa tam z nami, da je malo naredila enega reda, da lahko dejansko se je zrokoval človeku, pa tako mogoče kako besedo spregovoril, pa ne da bi kar tam, oh my god, let's take a selfie. Ja, valjda, ja. Se pravi, ja, po drugi strani ful štekam ljudi, ampak ja, jaz tudi ne, v bistvu mi je cool, da si ena od teh, ki kao puste človeka na mer, ker je creepy to so čudne situacije, so pač. Ja, kar creepy, ja. Se strinjam. Ne, ampak res, fajn je pa bilo, ne, pač, ja, sem se s Tim Cookom rokovala, kar je pač tudi bilo noro. Verjamem. Tak. Ej, a pa to, še to, no, ki si rekla prej, ki se zdaj ful spodbuja to, ne, za pač ženske pa programiranje pa to, ne. A se to tudi tam čuti tako, zdaj, kad ti si dosti v tej sceni, ne? Mislim, ker načeloma je to še zmeren tak grozen razmerje, ne, da je škoda razglabljati, ne. Ampak malo me tako zanima, veš, imaš ti feeling, da se dejansko saj tako, a začutiš, da se ljudje trudijo v tej smeri, da bi to popravili, ne, da ne bo 1:97, kar sklepam, da je zdajle, ne. Ja, jaz mislim, da se zadeve definitivno popravljajo in jaz v bistvu mislim, da sem glih tak prav čas prišla v tole polje, kjer je v bistvu pozitivno, da si ženska kot programerka, ker se zdaj vsi nekako trudijo dobiti eno tako dobro razmerje v svojem podjetju med ženskami in moškimi, ki so v tehnologiji. Tako da pač jaz zaradi tega nisem še nikoli trpela, razen ko sem imela kakšne pač bombarje pri predmetih, ko so si tako mislili, se si punca, se ne veš, kaj delaš, jaz vem, da pust men. Ja. Ampak to je bilo največ, kar se je kdaj naredilo, pa še to se ni naredilo doskrat. Drugače sem vedno čutila, da pač so ljudje zelo pač podporni, mislim, nudijo podporo. Tako da tudi, kar pač zdaj vidim, kako se si trudijo recimo Facebook, pa tudi Google in Apple in vsi ti, ko so v bistvu dosti teh skupin, ki ne samo, da pač učijo punce, da bi programirali, ampak tudi nekako na tako samozavest, pa na tako drugo mišljenje, da to pa le nisem za fante, pa nasplošno pač ta binarna razdelitev med spoloma, pač to je za fante, to je za punce, te barve so za fante, te igrače so za punce. Pač to se mi da nekako se zelo trudijo tukaj sploh, pa tudi mislim, da doma pač neko mejo zbrisati, kar je zelo pozitivno, ne? Ja, več kot dobrodošlo. Ja. Mislim, še enkrat sploh pri tehnologiji, kjer je res tak razkorak. Da je tako. Ne, ker se mi zdi, meni v bistvu po svojem je dosti fajn, da ta debata k nam sploh prišla ni, pa da se mogoče mogoče bomo sam ta dober od tega pobrali, ne? Da ni tega krepa, ki se je zdaj dogajal, ne? Ali pa boh ne dej Gamergate, ne? Jaz to res mislim, no, veš, kaj pri nas Gamergate je tako 7 modelov, ki se s tem obada, ne? In to je to, ne? Kar je full fajn, meni je to edin pomerja, ne? Da imaš pač par teh moronkotov, ki so to zagrabili, ne? Ampak oni tak visijo na 4chan, ne vem, kva počnejo želeno, ne? Ampak načeloma imaš pa tako, jaz upam, da bo tako Amerika imela cel ta fight, pa bo pa to sam k nam prišlo, a veš. Stvari pobereš. Ja, več ali manj, no, to je tako, in zaenkrat tudi kaže, da je tako, no, mi nas sreča, res nimamo toliko teh, ne pravim, da je fajn klene, ampak tako res, ni pa unih ekscesov, ki se tam dogajajo. No. Ja, se strinjam. Ampak to je zelo zanimivo v Ameriki, ker v teh večjih tehnoloških podjetjih, kot recimo, to zdaj pač vem, ker sem izkušala to lani poleti, jaz sem delala na Microsoftu in je zelo veliko imajo, reče pač uvoženih ljudi, ne? Ja. Predvsem iz Indije, pa tudi kakih Rusov, pa tega, mislim, dosti uvoženih ljudi in so po večini to moški. In mislim, da
te države pa nekako so predvsem zelo težko jim je dopovedati, da so ženske sposobne. Tako da mislim, da je to ena zadeva, ki tudi malo kvari enakovrednost, ker zelo veliko ljudi, ki dela v teh podjetjih, prihajajo iz držav, kjer je še vedno se zelo čuti, da so kao ženske podrejene moškemu. A ja, še to pa nisem nikoli pomislil. Ja, štekam. Ja. Pač, ok, to pa fair enough, ja. Ja, zelo zanimivo je bilo, mislim, res, ko sem na temu Microsoftu bila, pa sem tako videla, no, da je neki v delovnem spaceu pač razlike med s kom govoriš, pač iz kod so in kako te bojo pa zretirali. Ja. Mislim, jaz sklepam, da je tako v vseh teh velikih firmah, a veš, kaj na eni točki. Ja. Pa ne zdaj kao, da Microsoft gore pa dol, ampak tako hočem reči v smislu, ko imaš ti enkrat firma, ki ima več kot 30,000 zaposlenih, ne. Ja. Mislim, jaz sklepam, da jih je ful izid. Definitivno. Ja, itak. Ja. Ne, pač Microsoft vem, ker sem dejansko tam bila, ampak 100% so tudi na Googlu in na Apple in na Facebooku in pač povsod, no. In tako zato, ker pač tudi nekako nimajo tukaj dovolj ljudi, ki bi lahko zapolnili te položaje, ne. Ja, se to mislim, ne. Zaradi tega, ker je tam pač taka masa tega folka, ne. Ja. Pač imaš potrebo in če ne moreš najti Američanov, ki bojo to naredili, moraš ti pač uvoziti ljudi, a ne? Sploh, če ne najdeš Američanov, ki bi to naredili dovolj dobro. Ja, sej, ja. Ampak je pa res, da se zdaj recimo tudi začeli dosti kazati, da pač zdaj je cel big deal rato, ne, kar se vodilnih položajev tiče, ne. To si videla letos, ne, na vseh kinotih je bilo, kdo bo imel več žensk in ljudi, ki niso beli na odru. Yep, to je bila zdaj takšna stvar. Še Apple je neke 2 ženske najdu, ne, in jih je dal na odr, ne, kar je bilo sploh presenečenje, ne. Ja. Tudi za naš, ko smo imeli za študente, smo imeli kao en tak poseben introduction, pa ne vem kaj, neko tako, da smo se spoznali, pa da smo zvedli, kaj več v Apple. So tudi imeli, mislim, da so bile 2 od 5 govorcev so bile ženske. To je pa... Ja, so se potrudili. Ja, pa se na eni točki se bojo mogli, ne. Ker je pa res, da če pogledaš sploh pa na Apple, ki imajo, veš, leadership website, ne, na sajtu. Mislim, ena bejba je, se mi zdi, da je mislim, da je ena, nisem zihar, no. Pa še to je tako, mislim, da je prišla iz Burberryja, ki je za retail, ne, ki nima veze s tehnologijo. Ta Angela z priimkom, ki ga ne znam reči, Arnc ali nekaj tasga. No. Ta, ja. Ja, ta že. A veš, tudi sem reči, pač zaradi tega razmerja sploh med ženskimi in moškimi in temu, da žensk ni dosti v teh leadership položajih, zato sem se tudi v bistvu odločila, da sem šla delati za Rent the Runway podjetje, ker je leadership ekipa sestavljena, mislim, da iz 7 žensk pa 2 moških. Tudi recimo ta njihov CTO, oziroma njihova CTO je ženska, torej Chief Technology Officer, Camille, njeno ime tudi ne znam, najbolj tudi Fournier, nekaj tega. Kar je bilo ful zabavno, ker je njen mož dejansko dela na Googlu, ampak je tudi na mojo šolo hodil, ta Grenell. Je bilo ful noro, ko sem pač tam imela ta intervju z njimi, pa tak neki imen, pa tak, you went to Grenell? My husband went there, he works at Google now. Jaz tak, super, pa noro. To je res ful hecno, ker Grenell je taka majhna šola v Ameriki. Ja, da se pol poklopi, ja, verjamem. To če najdeš koga, ki je hodil na Grenell, si tako, wow. To je tako, da bi nesrečala nekoga iz Slovenije tule na cesti, a ne? Ja, štekam, ja. Tako da, ne, res to se mi je zelo dopadlo. In tudi razmerja pri nas je, mislim, da dejansko več žensko pa moških v tehnoloških vlogah. Ja. Samo drugi pisarni, ker smo samo nekako tile dizajnerji, pa pol pač programerja, ne. Pa IT imamo, pa še nek quality assurance, ki se pač, to so pa testeri za pač mobilno aplikacijo, pa testeri za spletno stran. Da smo v bistvu vsi nekako bolj na tehnoloških položajih in je skoraj 100% sem pripričana, da je več kot 50% žensk. Tako da, full fine. To je kar epsko, no.
To je dejansko, ja, mislim, to je dost, sploh tako, kar se teki po poziciji tiče, je pač dost hodovno. Ja, to je recimo en izmed razlogov, zakaj sem se odločila, da delam pri enem takem rahlo startup podjetju, ko pa da sem pač šla na eno od teh večjih, ala Facebook, Google in tako naprej. Aha, dejansko, no, to je bil pač moj naslednje vprašanje. Ja, zakaj si v bistvu, čeprav veš, startup s 300 ljudmi, ok, se to je ipak New York, ampak 300 ljudi je že kar veliko. Je že kar, ja, ne, to že 5 let obstajajo. Se to je. Počasi tudi ni več startup, ampak ko razmišljaš o tem, da so ljudje še vedno govorili o Facebooku kot startupu pred letom, 2 letoma, pa je tudi imel kar 1000 plus zaposlenih, pa tukaj je, ne vem, malo drugi scale, kaj ne rečem. Kaj je startup, pa kaj ni. Ja, kaj je. Ja, vse po svoje logično, sem po drugi strani pa vseeno, se mi zdi, da tako, ko enkrat rečeš 300 ljudi, razen če nisi dobil ne vem kakšnega fundinga, veš, to na eni točki res ne, mislim, lahko rečeš, da je startup, ampak prvo očitno zgleda, da dejansko tudi kaj zaslužite, no, veš, kaj mislim, ker dejansko neki subscriptioni, pa tako neki prodajate, ni sam, mi imamo 300 ljudi in delamo, ne vem, WhatsApp ali pa, ne vem, Snapchat, ker sem jih znaš bral, da so pokurali, ne vem, $300 milijonov. Inkama je bilo pa, ne vem, za 4 milijone, mislim, tako neke bizarne cifre, veš. Nastane model, ki ga ima Rent-A-Run, se mi zdi ful zanimiv in to mi je en kolega, ki zdaj bo začel magisterij na NYU, New York University, v njihovi business šoli, TISH se reče, je glih prav, da pač njihov uvodni govor, ki ga je imel eden od glavnih na temu Master of Business Administration, je ful prav, da pač ena izmed najbolj lukrativnih in dobičkonosnih pol, katere se lahko spraviš kot poslovni človek, je v bistvu obleke, fashion. Ja, moda, ne. Ja. To obstaja že od, pač ko si se mogli začeti oblačiti, so mogli nekako dobiti te oblike. Najprej so ste jih delali, pa se jih začeli prodajati, ne, in to je en tak zelo, že od ne vem kdaj obstaja, tako da nekako vsi bojo še naprej to kupovali. Zelo zanimiv model. Nam ni treba neki z monetizacijo se ukvarjati, ker pač laufa, biznis laufa, denar se obrača, recimo kot so pa druge aplikacije kot Snapchat, pa recimo Twitter, pa te fore. Ja. Se pa tudi, čeprav ima pač ogromno uporabnikov, morajo stane študirati v tem, kako bojo njihov ta servis monetizirali, ne? Ja, kar Twitterju brutalno uspeva, valjda jim ne. Ja. To je zdaj zanimivo. Jaz sem, če si poznaš črno Robin Hood aplikacijo. Ja, poznam, ja. Ja, jaz sem pred kakim si jo dol potegnila, pa kupila delnice Twitterja, tako za foro, ne. In potem v zadnjih 2 tednih porazno padlo vse to. Jaz tam gledam tisto, pa se jočem, kam je to šlo, kam je šel moj dar. Groza. Ja, lej, jaz ti ful priporočam, da se tega iti. Ja, pač, ker ni nobene logike. Res. Na srečo nisem nekaj dosti vložila, ker sem hotela pač sprobati, kako to vse poteka, pa da sem se malo oni so neko nagrado dobili na temu VVDC-ju. Ja, zdaj sem videl, ja. Veš kva, v teki firme investirati, ne. Ja. Veš, po tej logiki pa bi mogoče Apple v bistvu delance ne bi smeli sploh past v zadnjih 3 letih, pa so dejansko jim mal, ne. Ja, zato, ker se Wall Street odloči, da ne rastejo dovolj ali whatever, razumeš, to je imaginarno je vse, sploh ni nobe. Moj en timer pač dela v eni banki, druga en dela v Citi, en dela pa v Deutsche Bank in oba so neka kao financial analyst. In en se je tako pritoževal včeraj glih oba se oziroma kako v bistvu, ko si na nekem finančnem podjetju delaš pa z delnicami pa te fore, da v bistvu nimaš nekega produkta, ti samo denar obračaš pa ga, malo se odloči, da bi mogel da to biti tako drugače, pa malo to, da več stane, to manj stane in da pač sam denar obračaš nekako in iz tega nič v bistvu ne narediš in da kako je to v bistvu malo moreče, ko tako pogledaš. Tako finančna situacija nasplošno. Ja, ali pa da se odločiš to za svoj šiht. Mislim, da je že to meni že to dosti depresiven. Pač. Ja. Sploh pa v New Yorku, pa sploh na Wall Streetu. Jaz ne bi mogla. Ja, zdaj treba strela, ne. To je.
Se to je, to so govorili, veš, pred krizo je bilo tako, naši najbolj pametnejši grejo na Wall Street delati, ne. Pa vidimo, kako se je to izteklo. Ja. Ne, pa to so take moreče službe, kot, mislim, tule tale dva morata, v 7 vstajati oba dva, da sta oba že na šihtu, pa morata delati do 6-7 zvečera, ne. Jaz pa recimo, moji sodelavci ne pridejo do 11 na šiht. Ko prideš, ko greš, samo narediš tisto, kar imaš, pa dobro. Delaš od doma, če hočeš. Mislim, fajn je biti v pisarni za razne sestanke, pa da se pač ljudmi kaj debatiraš, pa govoriš o podjetju in tako naprej. Super, ne? Ampak če res moraš ostati doma, pa če res moraš kam drugam iti, lahko mu tudi doma delaš, kar meni je dokaj idealno ta situacija, v kateri sem za službo, tako da ne bi mogla biti bolj zadovoljna. Ja, to sliši se dobro. Sploh pa za New York, ker imam zdaj par kolegov tam in Ben ne gre prav zgodaj domov, no, tako bom rekel. Ja, neč bo eni arhitekt, tako neč prav vse mu dogaja, ampak je tako, ja. Arhitekt v New Yorku, fajn. Ja, to je dosti hodo, ja. Ampak je, veš, ful, tako, ta live sem nikoli ni pol toliko dobro slišal, ne. Veš, ko slišiš te ure ameriške, ne, pa 2 dni pa pol na let dopusta, ne, je tako malo. Oni so nekje skrenili, pa ne vem, kdaj bojo nazaj prišli. Ja, vem, kaj misliš, ker tudi, če bi jaz pač se odločila, da bi šla na kako večje podjetje, ko smo se pogovarjali o tem, koliko je recimo dopustov, pa kdaj se dela in tako naprej, je bilo tudi zelo striktno. Takrat se prije, takrat se gre, tu imaš, ne vem, 10 dni na leto dopusta in to je to, dokler ne priješ v nek višji management, kaj moraš pa 5 let pol garati ko norca, ne. Kar sploh ni niti produktivno, kar se je že dokazalo, da ljudje nehajo biti produktivni po nekem določenem času, ko delajo na dan in je brez veze in bojo dobro produktivni, če jim daš recimo 2 ure pauze ali pa nekaj takega vmes, ker pač pride do neefektivnega uporabljanja človekovih resursov, ker že pač tvoji možgani ne morajo skozi biti na neko stvar fokusirani in optimalno delati. Ja, saj ne. Ja. Čeprav pa je še ta cel genialen sistem, če hočeš imeti otroka v Ameriki, ki je pač ne vem, kdo ga ima. No. Zdaj sem pa že toliko teh zgodb slišal, da pač ponavadi mama neha delati, ne. Ker je dražji, če dela. Pri večini mojih teh sošolcev ameriških je vedno bilo tako, da en od staršev enkrat dejansko, da je oče nehal delati, ampak mame so nehali delati posebej službo oziroma so začele pol spet delati, ko so otroci šli v college, ne, ali pa mogoče malo prej. To je 18 let, veš, ali pa 15 let, to je noro. Ti ven iz službe, kaj pa, se karijere nekaj ne moreš graditi. Ja. Pač to, da nekaj delaš, da greš ven iz bajta, ne, pa ko nimaš več otrok. Ja, to je weird, mislim weird, to res ni prav. Jaz se čisto strinjam. Ja, to jaz ne vem, oni so res na eni točki, kle so res skrenili in ni mi čisto jasno, pač, ni mi jasno, da se po tokem cajtu to ni nekako skorigiralo, to ne razumem. Ker tudi Američani, veš, niso taka depra, ne, kot včasih izgleda, niso tako fajn, kot včasih izgleda. Točno tako. Ja, ampak vse se izgliha, res to z ženskami, to pa ne štekam, to s tem porodniško, pa to mi je tok tuje, da je kar malo težko štekati, da se še ni popravilo, karkoli bi to pomenil. Mislim, da mogoče malo življenje tukaj je pač ful hitro, vsi so zelo ambiciozni in pa je malo mislijo mogoče sami na sebe, ampak ob tem pa še vsem ženske, kot so Marissa Mayer pa Sheryl Sandberg, pa te nekako se mi zdi, da s tem, ko so same kot na vodilnih položajih, ko postavijo neke prioritete kot družinski ljudje in mame za človeka, ki je na takem visokem položaju, mislim, da se bo upajoče to tudi zdaj malo en tak premik naredilo. Ja, valjda. Upajmo. Mislim, da eno podjetje v Nacionalnem sekiro je bilo, da so naredili kao, da lahko tiste ženske, ki so noseče, parkirajo bliže stavbi pred kratkim in to je bil največji win, ko so imeli celo leto. Wow, ja, kjer to je depresivno. Zdaj greva pa na ta zadnji del, ne?
aparatusa, kjer te jaz vprašam po tvoji strojni in programski opremi. Čeprav klej, mislim, da bom lahko vse oganil, ampak vseeno, kateri računalnik, telefon in tablico imaš. No, probi ogant, da vidim, če boš zadev. Ja, ok, MacBook Pro imaš zihar, pač to drugače ne more iti skozi. Yes. To je pač po 15, ko sklepam, da imaš. Jaz osebno imam 13. A retina? Aha. To je v bistvu 15, ok. To sem v bistvu oganil, to si bom štel. Pa imaš kaj, pa imaš 6, ko imaš zihar iPhone, a nimaš 6 plus. Imam 6, ja. Ok. Tablet imaš pa, čak, to je pa zdaj zanimivo, ker to pa nisi nove kupila zihar. Čeprav, kaj te ne. Škaj mi rekel bom, kaj pa mini retina? Ne. Tableta pa sploh nimam, ker sem jo prodala, ko sem šla iz koledža, ker sem si mislila, da bom itak dobila pač dela eno, tako da si pa nisem svoje kupila, ker imam zdaj od šihta sem dobila 15 Pro, na šihtu imam še Thunderbolt display in imam tudi na voljo pač 6 Plus tablice in tako naprej, tako da jaz v bistvu svoje nimam, si jo imam namen kupiti, da bom lahko za osebne zadeve uporabljala. Ne vem še pa katero, zdaj se sorbavam vse naše tablice, da si bom gor prišla, katero bi imela. Ja, zdaj moraš itak Era 2 vzeti, čeprav zdaj le nove pridejo, ne, tako da ja, Air definitivno. Ja, valjda. Drugače je pa to zelo ena pomembna zadeva med mojo programsko opremo, da imam Jambox. A ja, Jambox, kjer ga, to veš, da je, ok, ne bom se kregal, ampak kjer ga pa imaš? Kjer ga imaš? Jaz imam kar mini, jaz to ga lahko prinašam samo. Slabo. Lej, jaz sem jih testiral, prav te prenosne Bluetooth zvočnike, ne, in sem si potem dejansko kupil unga, ki mi bo najboljši, in to je UE Mini Boom. Mini Boom, res? Presežem. Oblika je 17krat boljša, cel okolje je gumiran, tako da ga dejansko lahko naokoli nosiš. Tako v avtu pade po tleh, who cares, kar pri Jamboxu je zelo tako, ne. Okay. Ja, to pa sem imela problem, ker se mi je on, ko daš po njuc noter, se mi je nekaj malo zavil tam in moram vedno ga skup deva, da ga lahko polnim. Tako da sem na trgu za novo zvočno napravo, da bom si mogla pa res pa tale Mini Boom pogledati. Pa na vsake tok cajta, glej, The Wirecutter gre, ne, ker je na vsake tok cajta imajo dile in ga tako lahko v Best Buyu ga dobi za $50. Tako na pol cene, zdaj sem v zadnjih 4 mesecih sem že 3krat to videl. Super. Tako da res ne, pa dejansko je zvok, kar se mene tiče, je boljš kot Jambox. Presežem. Sploh, mislim, tako ti mi rekel, sploh kot mini. Ta velik ajde je Jambox, tako, ampak proti miniju, res meni se je mini zdaj v bistvu tako pleh se mi je zdaj proti temu. No. Tako res, nazaban se. Tako, jaz sem bil ful razočaran, ker sem valjda mislil, vsi tega Jamboxa, in ta velik, ok, je res cool, ne. Ta mal pa ni, no. Je Mini Boom. Jaz sem bila tako, ko sem imela ta Jambox, sem še poor quality student, ne. Tako da sem si mogla nekaj takega bolj mini, prenosljivega, pa dokaj sem mogla kupiti, zdaj pa si bom malo bolj zadiham, tako da si bom osvežila tudi moje slušalke, da imam, ko že imam tale Bose, ene, ko imam že 3 leta, ampak so že na pol razpadle, tako da si bom največ kupila neko so noise cancellation, ko jih imajo na moja kolegica in so res top. A od Bose? Ja. Ja, to so te, ki jih Rekar non-stop na Twitterju hvali, ne, so neke, pa jaz zvok ni najboljši, ampak je pa noise cancellation najhujši ever. Ne čuješ čist nič. Ja. Nič ne čuješ. Sklepa, ki si na Subwayu sede, ne. Ja, točno tako. Ja. Grozno, tole New York je pa glasen, grozno, da sploh nekako ne moreš čutiti sebe, razmišljati. Tako da je kar fajn, če imaš nekaj takega zraven sebe. Ja, verjamem, ja. Ok, lej, pa programska oprema, kjer valjda se štejejo vsi api, ki si jih naredila in da kjer mu zdaj delaš, ampak tako, letem za iPhone vprašal, pa dejansko v njih 5 povej, ki jih res uporabljaš. Api na telefonu? Tako. Ok. iMessage. Ok. Facebook Messenger, Slack, Next Draft. Ok. Pa New York Times Now. Wow, ok, to moraš v bistvu, ne. Tako da, jaz sem zelo tak
neuporabnik Apple, moram reči. Kar je super. Milijavžent na telefonu, ampak uporabljam jih pa minimalno. Jaz pač jih imam tukaj, da si ogledam, kako delujejo, kako so drugi napisali, mislim, kako so drugi kaj naredili, da se nekako naučim, ampak pa uporabljam jih pa res ne, ker ne vem. Ne, pa vse to smo vsi tako, veš, ker v končni fazi na koncu vsakih sam 5 uporablja za res. Ja, sej. A veš, ni uno, da vsi uporabljamo 27 Apple, imamo jih pa vsi 40 ali pa 50. Ja, ne, čakaj, tega le pa tudi dosti uporabljam. Lift. Se vozi z liftom, ali kaj? Ja, zdaj je v mojem neighborhoodu so vsi lifti $5, kamorkoli greš. Tako da, idealno. Okay, lepa. Ker podzemna mene stane glih 4 nekaj takega, da pridem do šihta, da pa že bolj z liftom id, ker s podzemno ti je zelo vroče, da boš šla, ker je toliko enih ljudi tam, da sploh ni nujno, da boš prišel ti na tisto, kako hočeš. Tako da je bil lift top, sem si pa glih kupila kolo včeraj, tako da zdaj bom probala. To so dobro končali. Imam še lado. Sem glih hotel reči, ja, upam, da imaš tudi opremo. Imam ostatek, da bom jutri, ko grem na ših, bom šla s kolesom, bomo videli, kako bo. Če se ne oglasim več. Hvala. Ja, ok, je to. Lepo. Ja, to. Okay, pa še zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto. Ne? Če bi mogla izbrati eno fizično stvar, ki ni človek, ki misliš, da je bila narejena zate, oziroma pač lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, ampak kaj bi to bilo? Mislim, da je bil klavir. Ok, fair enough. To vse make sense, si rekla, da si špila. Ok, to je cool. To nimam nič za reči, to je čisto legit odgovor, tako res, dejansko. Ok. Nebadi. Najlepša hvala, kar si bila v aparatusu. Ja, super. Fajn je bilo. Reči dio. Dio. Ne, kaj moram še povedati, čak, dej naprej gre. Bila sem v bitnem kvizu, ne? In sta zmagala, ne? To mora biti. Ja, tako da bom dal link v zapiske. Ne? Jaz pa sem bila v ekipi še z Alanom iz bitnih pogovorov in smo imeli en podcast, so oni snemali, kjer smo v bistvu je bil kviz, Marga je vodil, na drugi strani so bili pa Thor, ki je tudi na mreži Aparatus, ne, v podcastu Upgrade, pa Nejci iz bitnih pogovorov, pa en Domen, kam ben ne ve čistočno. Zakaj mislim, da je neko nagrado zadev, da so ga povabili zraven in so oni izgubili. Mi smo rasturali. Tako da greš lahko tisto poslušati, prosim je pa fajn, ko Mark proba reči, odleje primk. Ja. Ti se pa preveč epsko. Ok, to sem še mogel reči, zdaj pa reči, adijo. Ok, dio. Tole je bila 108. epizoda Aparatusa, Leo najdete na Twitterju pod afna Hello Sunshine, s tem, da je shine napisan po nemško, SCHIN. Jaz sem na Twitterju afna Anzet, tako da mi lahko tam težite. Še enkrat ful hvala vsem, ki ste prišli na live, res veliko pomeni, da dejansko ljudje pridejo to poslušati. Predvsem pa hvala unim, ki podpirate Aparatus tudi finančno. To pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri oziroma zdaj lahko tudi nabavite šalco. Oziroma tako je, date nam podporo, pa šalca je zastonj. Še enkrat ful hvala, to je do naslednjič to. Aparatus je nazaj po poletju. Se vidimo. Čau.